da bi Masarykova cesta postala res velikopotezni državni bulvar, pa prostor preko državnih ustanov, ministrstev in pravosodne palače in kot tak prvi bolj velikomestni prostor v Ljubljani. Tako da to se vsedi. Za na koncu se mi zdi tudi pomembno povedati, zakaj ne bi to rekel, da kljub nerazumevanju pravega razmerja, pravih odnosov med državo in prestolnico, ki smo priča, v bistvu je ta zgodba, če je gradnja pravosodne palače drugačna, bi bilo to za vzgled. Mesto, kot veste, je vedno pripravljeno pomagati, biti partner, delovati vzajemno in tam, kjer lahko postavi prioritete, predvsem pri vodenju postopkov sprejemanja prostorskih aktov, seveda pomagati, da država svoje ustanove, svoj del v tem mestu tudi primerno in pravočasno oblikuje. Jaz seveda na koncu bi tudi še to dodal, jaz upam, da bo ta spodbudna zgodba pomagala res, da bo država tudi zgradila ministrstvo v Dunajski, kjer, kot veste, gradbeno jamo zarašča že narava, kot je že malo drevesa Silija prozjave. In se mi zdi, da je pomemben del mesta s tem na nek način postaja neizkoriščen. Jaz upam, da bo seveda gradnja sodne palače pomagala, kot rečeno, tudi boljšemu razumevanju, kaj je to prestolnica in kako je skupaj upravljeno skupaj. Hvala. Najlepša hvala vsem. Sedaj bi pa prosili kar za vaše vprašanje. Najprej bo če vzeti se nastavljati, da še kakšna druga vprašanja. Žube ste Slovenija. Gospod minister, to je celotek, koliko bi naj ta projekt stal, če je kakšna ocena poleg te začetne zemljišče, kdaj naj bi predvidoma bila ta sodna palača dokončana in ali je na ta razpis oziroma ali je možno še kakšna-koli pritožba zapletena. Ali je to zdaj, kar predstavljate rešitev, ki bo izpeljana? Ja, takole, po naših ocenah, ki smo jih vse naredili, bi sodno stavbo lahko izplačali sa 15-letno najemnino. Kar pomeni, da ocenujemo te stroške v višini med 50 in 60 milijoni evrov, kar pomeni v manj kot v 15 letih, recimo bi sredstva, ki sicer namenjamo za najemnino, bi morala pokriti stroške izgradnje nove sodne stavbe. Tu je samo prva ocena. Potem bi pa vsemu dodal, gledajte še tole, če si tudi pogledate to natečajno sliko oziroma rešitev, ki smo dobili, vidite, da je v tem spodnjem traktu, kot je zdaj zelo logično smiselno, so predvidene predvsem razpravne dvorane. Sodniški prostori in prostori tožilstva so povsem ločeni od razpravnih dvoran, ker seveda zagotavljajo tudi veliko večjo stopnjo varnosti, kot doslej, kajti v dosedanjih sodnih prostorih v Ljubljani je pretok obiskovalcev stranskih drugih na sodišču je praktično povsem postopil od prislužja do zadnjega nasroka, ker seveda drugotavno ni dobro v smislu zagotavljanja varnosti. Tako da nam bo to tudi omogočilo, mnogo višjo stopnjo varnosti in, kako sem pripričan, lahko tudi ignoriranje v bodoče kakršnihkoli alarmantnih klicev o tem, da je na sodišču eksplozivno telo, nekaj tudi do tega dejansko ob takih pogojih tudi ne bomo mogli. Sem še eno vežo, mislim, da koreče še vprašanje, da pričakujete, da prvo je obsojene, tega Glejte, jaz bi rajši rekel, da bi pa pričakovali, da bo prvi oproščen. Namreč, sej ni smisl, lepo vas prosim, ni smisl pravosodnega sistema to, da bi bil sodni. Smisel pravosodnega sistema je ta, da hitro pridemo do sodne. To je pomembno, ne pa, da bomo zdaj vedeli, kdo bo prvi obsodil. Sodišče mora začeti hitro funkcionirati. Jaz sem prepričan, da bo v teh prostorih sodna veja oblasti lahko delovala učinkovito in hitro. V skladu z vsemi
postulati, ki jih mora biti zvanje drugo upoštevati. In kdaj je prva sodba, gospod minister, v tej sodni palači? Ja, zdaj, omenili ste, ne, če so kakšni zadeti. Upam, da jih ne bo. Ne. Morebiti so možni kakšne pritožbe, ne vem. Upam, da do tega ne bo prišlo, to bi seveda pomenilo lahko nek zastoj. Ne. Ampak ne glede na to, delo bo intenzivno teklo naprej. Če zastavimo po predvidnem načrtu, bi lahko leta 11 ali 15 ali 12 imeli popolnoma končano novo sodno stavbo. Jaz trajši govorim o novi sodni stavbi kot o sodnem palači. Sodna palača je tak, jo imam na Savčevi 9, tudi zgrajena kot palača. To bo pa moderna, funkcionalna, nova sodna stavba, bo odsev tudi moderna in gotovo tudi zelo funkcionalna. Gotovo pa se bomo še pri razporeditvi prostorov zgledovali po nekaterih dobrih rešitvah v tujini. Tako nedavno so zgradili povsem novo sodno stavbo v Valenciji, v Španiji, in to bomo šli pogledati skupaj z projektanti, pa tudi kakšno v Nemčiji. Tako da bomo skušali iskati najbolj optimalne v organizacijskem smislu rešitve, ki so na tem področju že veljavne. Ocenjenost vseh razpravnih dvoran s snemalnimi napravami, kar je tudi snemalnimi napravami. Ali se predvidejo vse razpravne dvorane s snemalnimi napravami, kar je tako hujši problem? Seveda, gotovo. V razpravne dvorane bodo gotovo najsodobnejše še opremljene s snemalnimi napravami in vsaj v nekaterih delovnih avtov s posebnim vhodom in shodom. Tako da tu bo zagotovljeno, da bomo upoštevali najsodobnejše rešitve. Vseh pogledov, tudi takih prostor odvijanja sodnih postopkov. Peter Pahor-Dnevnik, omenil ste, če se ne motim, da se spreminja za zdanje načrt oziroma ta občinski podrobni prostorski načrt, ne? Rekli ste, da bo pač sodna stavba dokončana šele v narekovajih 2012-2011, ne? Ali se ne bi dalo pač spremenitih urbanističnih pogojev, da bi dobili najboljšo in ne samo najbolj ustrezno rešitev? Za vas, ministra. Ja, gledajte, mi moramo spoštovati seveda ne samo